Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Naše poslanstvo je ohranjati slovensko kulturo in jezik, saj brez njiju sploh ne bi bili narod, ampak bi se porazgubili med ostalimi v Evropi. France Prešeren je slovenskim jezikom na občudovanja vreden način izrazil svoja najgloblja osebna doživetja, zato bi po besedah župana Leopolda Pogačarja morali kulturni praznik doživeti tudi osebno in ne zgolj z vidika stanja kulture, kolektivnega duha naroda in zgodovine. Osebno na način, da sami pri sebi, vsak od nas, gospe in gospodje, ugotovimo, da smo Slovenke in Slovenci ponosni na naš jezik, kulturno dediščino in na zgodovino razvoja našega naroda in države. Moje osebno mnenje je, da ne glede na veroizpoved, politično pripadnost ali spol, pustimo vrednostne sodbe, ki nas velikokrat tudi na praznik razdvajajo in nanjo, na zgodovino torej, poglejmo pragmatično. Žal se zgodovinska vprašanja po Pogačarjevem mnenju vse premalo prepuščajo v preučevanje zgodovinarjem in vedno bolj postajajo ogrodje za medsebojno obračunavanje političnih sil. V Sloveniji se namesto, da bi zrli v prihodnost, prepiramo o preteklosti. Zgodovina države, jezika in naroda si ne more nihče lastiti. To je stvar vseh nas ali pa nikogar. Dokler bo to naša skupna last in se bomo tega zavedali, bomo obstajali. Ko pa se bodo tega polestile elite, pa nas, dragi moji rejaki, v taki obliki zagotovo ne bo več. Zbranem pri Prešernovem spomeniku v Vrbi je kot osrednji gost spregovoril pisatelj in prejemnik Prešernove nagrade Tone Partljič. Prešernove verze je opletel v aktualni čas in poudaril, da lahko v pesnikovih misli vsakdo nekaj najde. Mogoče je danes tudi nek čas, ko je bolj živo eno sporočilo, ki mogoče boli zlasti mlade, ko Prešeren v slovesu od mladosti razlaga, kaj je srco rane vsekalo krvave. Pa je ugotovil, da ga je zabolelo to, ko vidi, da človek toliko velja, kar plača. Da le petica da ime sloveče. Da lani je slepar starino še prodajal in ne vem kaj še vse, leto skupaj s igračino. Zdi se mi, da mi zdaj živimo tako v enem času, ko je to tako zelo pomembno imeti in to ne bo moglo dolgo trajati. Partljič opaža, da v šolah manj berejo Prešerna kot nekoč, zato je pozval vse Slovence, naj berejo Prešernovo poezijo in se k njej vedno znova vračajo. Slovenski neznana pamet Vrbe, pa porka fiks, kak Slovenc pa je to. In jaz mislim, da bi to morali vzgajati, da vse zadnje vse bogatstvo nosim seboj. Ni treba iti v knjižnico pa na razstavo, če nosim to bogatstvo v sebi. Tako da si mislim, da se treba vedno znova vračati k njegovim poezijam. Ne more biti slovenskega doma, ki ne bi imel slovenskih poezij in se treba vračati k pravemu Prešernu.